pravzaprav ne bi govoril, ker je znano, da avtor slabo govori o romanu, tudi vsi ne radi govorimo o tem, ampak zdi se mi, da gre vendarle za eno temo, ki nas še zmeraj spremlja in nas bo verjetno spremljala še desetletja, neko ključno obdobje slovenske zgodovine, pa tudi neko moje osebno izkustvo, ki me je spremljalo pravzaprav vse od mojega mariborskega otroštva in mladih let. Ta roman je nekako čakal, da ga napišem, dolgo je bil v meni. In dejansko, kot me je vprašala novinarka Dela, ko sem zagledal tisto fotografijo, je to bilo dejansko, kot bi se odprl nek jez in prišlo je vam vse, kar je treba, ali se mi zdi, da je bilo treba. Je pa vsako pisanje romana, kot danes verjem v današnjem delu, pravi Orwell, neka zelo težka avantura, nek tunel, katerega se človek spusti in mora iz njega priplavati oziroma priplezati na svetlo. Upam, da mi na to na nek način uspelo. Upam, da ga bojo sprejeli tudi bralce. Hvala vsem, vesel sem, da sem tukaj. Zdaj bo treba prižgati ogenj. Tako je, to boži poznate. Iskrene čestitke, pisatelj Jančar, za vas je seveda še tale šopek. Zdaj pa nas bo tiha pesem Karmen Manek pospremila na čelo z našim laureatom, seveda še venček, na glavo ali pa na srci. Na glavo, odličen velik aplavz, laureata imamo. Leta 2018. Dovolite mi nekaj drobnih besed ob čestitkah pisatelju Jančarju, nekaj bom povedala o soncu. Soncu je s čarnimi sredstvi treba ohraniti moč in jo ukrepiti. Takšno magično sredstvo je ogenj. Stopite, dragi gosti, s kresnicami in letošnjim laureatom proti ognju, proti svetlobi. Prižgali bomo namreč kres, peli ob ognju skupaj z vilinci in vilami. Kar počas. Ja, se napravil, nišče. S nam tamo vedno težave. Izpote, jebe. Sunce, ljubo, ja, jaz sem bila. Sve skoče. Ljubo, desno. Sve skoče, pogumno, ne se brt. Mojem še zadnje strani. Lella, e mia mãe, livre,